Ja, hvala, moje ime je Matjaž Črnivec, pa z mano moja žena Simona. Jaz delam pri Svetopisemski družbi Slovenije že veliko časa, že od prejšnjega tisočletja. Delam kot generalni tajnik, ampak to, ker smo zelo majhen kolektiv, delamo različne stvari, tudi s prevodom Svetega pisma se ukvarjam. In predvsem zdaj Svetopisemska družba si trudi približati Sveto pismo navadnim ljudem na način, da pomaga hoditi z Bogom, hoditi z Jezusom čisto na praktičen način. In tudi v bistvu želim, da tudi tole danes, ko bomo imeli to predavanje in pogovor, da je v tem ključu. Simona, moja žena, dela v vrtcu, je vzgojiteljica, pa tudi knjižničarka, pa tako, pa obadva pa seveda tudi v prostem času, pa tudi tako se posvečava, kako ne rečem, misijonskemu delu, majhnim skupinam, ki so se zbirajo okrog Svetega pisma. To je pa tako, sva stara starša že, tako. Tri majhne vnuke imava, ja. Dva sina, 3 vnuke ima, tako. Dobro, po mojem se lahko lotimo današnje teme. Današnja tema so psalmi. In tako za uvod tako sem mislil, da je dobro, da mogoče stopimo en korak nazaj, pa da spregovorimo o nečem, o čemer se veliko govori, o krizi družbe. O tem veliko govorimo, da je družba v krizi, vrednote so v krizi, vidimo, stvari ne štimajo. No, ampak, če gremo če se malo poglobimo, potem takoj vidimo, da je za to družbeno krizo je še ena druga kriza. Jaz bi temu rekel kriza cerkve. Ker Kristus je postavil cerkev kot luč. Rekel, vi ste luč sveta in tako naprej. In se pravi, če ugotavljamo, da je družba temna, pa je treba pogledati, kaj je z žarenco narobe. Če je soba v temi, je treba pogledati, kako je s tem. No, ampak če gremo tle še en korak naprej, bi pa lahko rekli tudi, da je za to krizo je pa pravzaprav kriza molitve. Ker molitev je pa seveda tisto jedro, iz katerega se živ odnos z živim Bogom napaja, hrani, vitalnost občestva, vitalnost kristjanov kot Jezusovih učencev, vse to vemo na koncu ali pa na začetku, je odvisno od molitve. No in v tem ključu bi rad tudi, da se potem lotimo te današnje teme, ker psalmi pa so eno orodje, ki nam ga je zaupal sam Bog, nam ga je dal. Prav zato, da bi se učili moliti, da bi rasli v molitvi, da bi tudi rasli v taki molitvi, ki ni samo osredotočena na moje probleme vsakodnevne, ampak da gleda malo širš, da gleda prvič širš v veliko zgodbo Boga, v božje probleme, da tako rečem. Se pravi, da se učimo moliti za svet, tako kot ga Bog vidi, moliti za družbo, ki je v krizi, tako kot jo Bog vidi. Se pravi, tle imamo eno ogromno, čudovito orodje, ki nam pri tem lahko pomaga. V tem ključu bi rad, da vstopimo v to vprašanje, da se majčkeno spoznamo s knjigo psalmov, pa na koncu bom en tak preprost izziv vam dal. Dajmo začeti s tem, da majčkeno povemo, kaj sploh je knjiga psalmov. To je pač ena od knjig v Svetem pismu, pravzaprav je to najdaljša knjiga v Svetem pismu. In to je zbirka molitev. Te molitve so bile najprej na začetku posamezne molitve, ki so nastale ob različnih priložnostih, predvsem povezano s kraljem Davidom, ki je zelo pomemben lik v Stari zavezi, en od središčnih likov. Potem na eni točki so pa judovski modreci, verujemo pod navdihom
Božjim, pod Božjim navdihom, so se odločili, da bodo te molitve zbrali v eno zbirko in v začetku je bila to Davidova zbirka, potem so pa dodali še molitve drugih ljudi in seveda ta zbirka je bila pa vezana na eno ključno mesto, na en ključen kraj v Izraelu, ki se mu reče tempelj. Izrael je imel eno samo svetišče, najprej je bil to šotor, ampak pozneje je bil to tempelj v Jeruzalemu in tam v tem kraju je prebivala Božja prisotnost na tak očiten način, kot se reče, manifestiran način. In psalmi so bili del bogoslužja v templu. In zelo verjetno so nekateri prav nastali tudi tam. In tudi nekateri napisi na psalmih govorijo, da so jih sestavili služitelji v templu, glasbeniki v templu, nekateri od njih. Za mnoge psalme pa pač sploh tudi ne vemo, kdo jih je napisal in tudi ni podatka, komu se pripisujejo. No, ampak to je že važno, da vemo, kam spadajo psalmi. Psalmi spadajo v to svetišče, to edinstveno svetišče, ki je bilo tam v Jeruzalemu postavljeno. In tudi zanimivo mi je tole pomisliti, tistega svetišča ni več, vemo, ostal je samo en zid, kamor ljudje hodijo objokovati, ampak ostali pa so psalmi. Ostala pa je ta molitev, ta molitvenik, ki je tam bil. Ko je človek stopil v tempelj, je pač videl oltar, videl je žrtve, prinesel je sam svojo žrtev, pa verjetno je slišal levite ali koga pet nekaj iz knjige psalmov. To je človeka sreča. Zdaj, ta knjiga nam je pa ostala tudi danes. No in vsebinsko je pomembno tudi to, da je knjiga razdeljena na 5 delov. To ni naključje. Te judovski modreci, ki so to zbirko sestavili, so jo sestavili kot odgovor na 5 knjig, na 5 Mojzesovih knjig, na 5 knjig Peteroknjižja, Tore, Postave, Pentateuh. In za Jude seveda je pa to temeljno razodetje Boga, teh 5 knjig. Se pravi Geneza, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. V teh 5 knjigah se je Bog odločilno razodel v Izraelu in potem na eni točki v Izraelovi zgodovini so modreci, verujemo po Božjem navdihu, videli, da obstaja pa 5 knjig, kjer pa že Izrael, posameznik, ampak tudi Izrael kot skupnost, kot občestvo, odgovarja na teh 5 knjig. In zanimivo je, da je tudi to v Svetem pismu, se pravi, da je to Božja beseda, ki je pa hkrati že odgovor na Božjo besedo, hkrati že človekov odgovor na Božjo besedo. Se pravi, tukaj je Bog nekako upletel nas noter že v to, da odgovarjamo na Božjo besedo, na Božje razodetje. To je mogoče ena od važnejših stvari, ki bi mogoče želel, da ostanejo z vami po današnjem večeru, je prav ta misel, da psalmi so Božja beseda, ki je že dosegla človeka, tebe in mene, in ki se zdaj od človeka že vrača k Bogu, ampak z Božjim navdihom, prav tako. Tukaj gre za nekaj zelo posebnega, nekaj zelo unikatnega v celem Svetem pismu. Gre za tak bogočloveški navdihnen odgovor na Božje razodetje. No, k temu se bomo še vrnili. Poglejmo majčkeno, kaj je vsebina knjige. In, kot rečeno, to je najdaljša knjiga, v njej je 150 molitev, psalmov. Sam naslov v hebrejščini pomeni pravzaprav hvalnice, Tehilim. Čeprav je v knjigi hvalnic, ne prevladujejo hvalnice, jih je kar nekaj, ampak večinoma pa ne gre za hvalnice. Na koncu zadnjih 6 psalmov so res hvalnice, hvalijo Boga. Medtem, ker večina druge knjige pa ni taka, ampak gre dejansko, lahko bi rekli tako, da zaobsega celoto človeške izkušnje. In tako dobre kot slabe. Tukaj not najdemo in vero in dvom, najdemo in veselje in žalost in obup in zaupanje. Najdemo strah, najdemo pogum, najdemo, se pravi vse, kar se nam kot
človeškim bitjem dogaja, bomo najdli nekje v psalmu, nekje v psaltru, kot se knjiga tudi imenuje, bomo najdli to ubesedeno na nek način. Ne? In zdaj, kaj to pomeni? Ja, Bog s to knjigo, s to Božjo besedo dejansko nas ljudi zajame in nas povabi, da se prinesemo k njemu. En stavek mi je zelo všeč v psalmu 25.1, psalmist takole moli: k tebi, Gospod, vzdigujem svojo dušo. In ta vzdigujem ima majčken pridih obrednega darovanja. K tebi, Bog, prinašam svojo dušo. Se pravi, ja, ko je recimo nekdo je prinesel ovco v daritev v tempelj, pa slišal je to: k tebi, Gospod, prinašam svojo dušo, vzdigujem. Za to gre, ne, da psalmi nas prinašajo pred Boga, če se jim seveda hočemo pridružiti, če seveda hočemo vstopati v ta svet templja, svet darovanja. In seveda, da vse to zdaj, vso našo izkušnjo, ne, tako veselo kot težko, kot trpečo, psalmi jo poznajo. Ampak seveda, ker gre tukaj za Božjo besedo, psalmi to našo izkušnjo tudi preobražajo. Ne, in naredijo iz vsega, kar se nam dogaja, naredijo to daritev. Naredijo to, da se mi lahko prinesemo k Bogu. Kot živa žrtev, tako kot poznaj prav Nova zaveza. Ne. Tako da ratajo psalmi nek tak ognjen voz, v katerem mi, navadni ljudje, obdani s problemi točno takimi, kot jih imamo, da mi prav te probleme lahko prinesemo pred Boga, ampak na način, da dejansko se mi transformiramo in včasih se seveda tudi potem problemi transformirajo v tej Božji prisotnosti, ki je v templju. Ja, ker Božja ljubezen pa vse dela novo, to pa vemo iz Nove zaveze. In ja, če gremo naprej, se lahko vprašamo, kdo je ta, ki moli psalme. Ne? Psalmi, kot verjetno veste, nekateri so napisani v prvi osebi ednine, se pravi moli posameznik, druge so v prvi osebi množine, moli vse Božje ljudstvo. Lahko bi rekli, da je molilec je ta starozavezni pravični. Ne? Se pravi, ta naziv dostikrat srečamo v psalmih. Se pravi, to je človek, ki stoji v zavezi z Bogom, ki hoče se trudi stati v zavezi z Bogom, ki proba biti zvest razodetju, seveda ima pri tem težave, jih vidi samo v sebi, zato je precej psalmov, so tudi priznanje greha enostavno. Najlepši je psalm 51, tukaj najbolj znan, drugače je velja, da je 6 spokornih psalmov. Pa seveda najde probleme okoli sebe v svetu in jih nosi k Bogu, k temu Bogu, ki je storil zavezo, se pravi, ki je zvest Bog, ki je zanesljiv Bog. Ja, tako da on je ta molilec. Zdaj, to, da so psalmi pripisani Davidu, tudi ni naključno, zato ker David, kot smo rekli, je pomembna, je ena od ključnih oseb v Stari zavezi. Verjetno poleg Abrahama, Mojzesa je kar David, verjetno kar tretja najpomembnejša oseba, ali pa še bolj, mislim. In je pomemben zaradi večjih stvari. Prvič, David je kot kralj združil Izraelce in se pravi je predstavnik celotnega Božjega ljudstva. Ja, David je utemeljitelj slavljenja. On sam, to predvsem kroniške knjige poudarjajo, David je v templju, oziroma takrat še v šotoru in poznaj v templju, je postavil, organiziral petje, slavljenje. Ne? Zato je tudi logično, da so psalmi povezani z njim in da je dejansko nekaj njegovega avtorstva je gotovo v zadnji, koliko je, ni važno. Skratka, prvi 2 knjigi psalmov se večinoma pripisujeta njemu in nekatere stvari zelo verjetno so povezane z njegovim življenjem. Čeprav tukaj se strokovnjaki potem razhajajo, ampak s tem se ne rabimo preveč ukvarjati. No, ampak tretje, najpomembnejše pri Davidu je pa to, da so Davidu bile dane obljube glede Mesija. Njemu je Bog obljubil, tvoj potomec bo sedel na tvoj prestol in bo Bog prav, on bo moj sin.
On, se pravi Davidov potomec, bo moj sin, jaz mu bom oče, on bo zgradil hišo. Ne, ta pravi tempelj, resničen tempelj. Se pravi, ta obljuba se v stari zavezi tako zdi se, kot da se je delno izpolnila v Salomonu, njegovem sinu, samo takoj, ko to preberemo, vidimo, da se je ta Salomonova zgodba prav na sred Salomonovega življenja ali pa na koncu tudi, kaj ne rečem, katastrofalno zalomila. In Izraelova zgodba gre v tiste točke samo dol. Tako, do tam je šla gor, če gledamo od, ne vem, Abraham, očaki, Mojzes, Jozue, sodniki, Samuel, Savel, David, Salomon zgradi tempelj, se pravi, ni več to šotor, ampak je prav zgradba in tam se zalomi stvar. In tam Izraelova zgodba gre dol, kralji ne poslušajo Boga, v glavnem vse skupaj je katastrofa, Božja prisotnost zapusti tempelj, potem pridejo Babilonci, uničijo to, ampak ostane pa ta obljuba in ta obljuba, ki je bila dana Davidu, je potem preroki v stari zavezi, jo razvijajo, jo razširjajo, se pravi je obljuba, prišel bo take potomc Davida, on bo, ne samo da bo vladal Izraelu, tako kot nek David, drugi David, ampak bo vladal vsemu svetu. Se pravi, to je obljuba Mesija, ki bo prinesel odrešenje. In se pravi, David je pa nosilc, ključen nosilc te obljube in tudi preroki se potem sklicujejo, recimo Izaija, ki pravi, recimo Jesejeva korenina, Jesej bil Davidov oče, se pravi, on napove Mesija, ki bo prišel iz Davidovega rodu. In tudi drugi preroki, Amos in tako naprej govorijo o Davidovem potomcu. Tako da tudi psalmi so polni tega pričakovanja. Nekateri psalmi so izrazito mesijanski, recimo psalm 2, psalm 72, pa tudi drugi izrazito govorijo o tem upanju in ga tematizirajo. No in zdaj pa seveda moramo narediti korak naprej do Jezusa samega. In zanimivo je, da če pogledamo Jezusovo življenje in kot življenje tistega, ki je prišel izpolniti to obljubo, katero knjigo najdemo največkrat na njegovih ustnicah? Najdemo psalme. Se pravi, psalmi so bili Jezusov oseben molitvenik, če tako hočem, seveda, ker so bili molitvenik Izraela. In on sam je črpal iz njih, vidimo, da je črpal iz njih v najhujših trenutkih na križu. Najdemo dva različna psalma. Psalm 31 pa psalm 22. Jezus zakriči, ta psalm 22, moj Bog, zakaj si mi zapustil? To je psalm. Je Jezusov obupen vzklik, ampak v enem je to vseeno tudi psalm. Jezus je tudi, se pravi, v trenutku največje bede je posegel v psalmu. In tukaj se lahko mi vsi kaj naučimo mogoče od njega, če pravimo, da je on naš učitelj. On sam je rabil psalm, ki mu je bilo hudo. In vidimo tudi sicer, jih je citiral veliko. Ja, in tudi ta drug citat, ki ga imamo v Luku, ki Jezus umira na križu, reče, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. To je spet citat iz psalma 31. In spet vidimo točno to isto držo darovanja. Tukaj Jezus zelo jasno pove, da to, kar on dela, je daritev in seveda nas vse vleče in povablja, da smo del tega istega, da smo del te iste daritve. In seveda, ja, to je mogoče ključno za nas. Prav ta uporaba, to mesto, ki ga je Jezus sam namenil psalmom. Se pravi, v luči nove zaveze Jezus postane jasno, da pravi resnični molilc psalmov je Jezus sam. In tako so tudi nekateri od cerkvenih očetov, konkretno Avguštin je tako rekel, da mi molimo psalm v njem, v Kristusu, in Kristus moli psalm v nas. Se pravi, ko mi molimo, moli Kristus v nas in mi molimo v njem. Se pravi, ta naša povezanost z Jezusom, z Mesijem, s tem, ki je prišel vladati vsemu svetu, se konkretizira, postane nekaj konkretnega, dejanskega. On je molil te stvari in mi, ko molimo psalme, smo na en zelo, intimen način
lahko povezani z Jezusom. Prvič, če njega povabimo v to, drugič, če se tudi sami zavedamo, kaj pravzaprav počnemo. Ne, da ni to kar neka molitev, ampak da je to molitev Jezusa, da je to molitev Mesija, da je to molitev Božjega Sina, v katero smo povabljeni, v katero smo poklicani. In zanimivo je, da na koncu Lukovega evangelija piše, da je Jezus odprl učencem da so doumeli pisma in prav mora se izpolniti vse, kar je pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih, posebej psalme izpostavi in jim odpre Se pravi, Jezus svojim, nam vsem, daje, da se nam odpre za psalme tudi, pa seveda za vso staro zavezo. In zato potem, če gremo naprej v novo zavezo, takoj vidimo, da so se prve generacije Jezusovih učencev, da so se poglabljali v psalme. Prvič, že čisto na tem nivoju besedilnem nova zaveza psalme navaja večkrat in več kot katerokoli drugo starozavezno knjigo. Se pravi, očitno je bilo v mišljenju apostolov in sploh te cele prve generacije, njihovo mišljenje je bilo prepojeno s psalmi, če lahko tako rečem. Se pravi, so se močno so se zavedali, kako je to ključna zadeva in očitno so tam spet in spet najdevali stvari, ki so jim razkrivale Jezusa. In vemo pa tudi zelo konkretno, da so jih uporabljali v molitvi. Najdemo v Novi zavezi 2 mesti v Pavlovih pismih, jih bom kar prebral. V pismu Efežanom takole piše: naj vas napolnjuje duh, nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi. In podobno potem v pismu Kološanom: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami, v vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte, s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. Se pravi, praksa Jezusovih učencev, prva ena glavnih praks, tudi v kontekstu tega, kako se napolnjevati s Svetim duhom, je to, da molimo psalme. To je duhovna praksa, zdaj, če govorimo o tem praktično, kako se odzovemo na Mesija, je to, da začnemo moliti psalme. In tle seveda moramo zdaj ta razmislek o templu moramo zdaj pripeljati do konca. Namreč, v Novi zavezi mi točno vemo, kaj je Jezus rekel: podrite ta tempelj, jaz ga bom postavil v 3 dneh. In piše, govori o templju svojega telesa. V pismih beremo, Pavel pravi skupnosti, vaša telesa so tempelj Svetega Duha. Se pravi, v Novi zavezi smo prišli do pravega, do resničnega templja, katerega tisti tempelj v stari zavezi bil samo neka slika, neka prispodoba. Zdaj pa smo vstopili v resnično stvar. Recimo, celo pismo Hebrejcem je posvečeno prav tej temi. Stara zaveza je neka prispodoba, neka senca, mi z Jezusom, z Mesijem smo pristopili k resnični pravi stvari. Se pravi, z molitvijo psalmov smo mi dejansko stojimo, v nekem smislu nadaljujemo tisto tempeljsko bogoslužje, ampak tokrat zdaj v resničnem templju, v pravem templju, imamo resničnega velikega duhovnika, ki je Jezus, in s psalmi sebe prinašamo kot tisto pravo, živo žrtev. Kot pravi recimo apostol Pavel v pismu Rimljanom, da naj sebe darujemo kot živo sveto daritev oziroma žrtev Bogu. In na ta način se seveda tudi upravlja duhovniška služba v Novi zavezi. To je pomembno razumeti, da vidimo celotno sliko v Božjem načrtu, ker to je mogoče danes malo težko razumljivo. In mogoče da se tukaj ustavimo za hip, pa to razložimo. Tako kot, to je bil tudi, če pogledate, to je bil osnoven konflikt pravzaprav med Jezusom pa med judovskim establishmentom, med voditelji judovskimi. Zakaj? Zato, ker recimo prav s to izjavo jih je on pač najbolj prizadel in razjezil, ker je rekel, podrite ta tempelj, jaz ga bom v 3 dneh postavil. Rekel je tudi v eni drugi priliki, več kot tempelj je tukaj, in govori spet o sebi. Se pravi, celotna Nova zaveza je to
podobo, to sliko, ki jo imamo v Stari zavezi, poduhovila v tem smislu, da govorimo o pravem svetišču, ki je duhovno svetišče, govorimo o velikem duhovniku, enem in edinem, ki je Jezus, Mesija, ki je samega sebe daroval, se pravi, imamo tudi tukaj eno pravo, resnično, dokončno žrtev. Ne? In potem imamo tudi pravo duhovno bogoslužje, ki je pa to, da se mi kot ljudje na ta način izročimo Bogu, da se mu predamo, seveda z zaupanjem, s poslušnostjo, z ljubeznijo in da potem naša življenja postanejo, celota našega življenja postane to neke vrste bogoslužno dejanje, ne? Ta daritev, ki se dviga, ki se prenaša k Bogu. Ne? To je, tako zelo na kratko, to je slika, kako nova zaveza postavi odnos z Bogom, postavi bogoslužje, postavi tudi pogled na duhovni svet in na odrešenje. Ne? Tukaj Kristus je tisti veliki posrednik, veliki duhovnik, ki je uredil, ki nam je omogočil, da sploh pristopamo k Bogu kot očetu in da imamo sami tudi pristop v najsvetejše in da lahko sebe darujemo in da smo v tem občestvu z Bogom in tudi s Kristusom. Ne. Tako da psalmi spet, ne, zdaj kot če smo rekli, da so psalmi tisti človekov odgovor na božji nagovor, ne, psalmi nam tukaj koristijo točno pri tem duhovnem bogoslužju, ki se je vzpostavilo z Jezusom, z njegovo žrtvijo in seveda tudi s Svetim Duhom, ki ga je Jezus poslal. No in zaradi tega, ne, potem tudi, če bi šli skozi cerkveno zgodovino, vidimo točno isto, ne, da večina kristjanov na večini časov, na večini krajev je molila psalme in to redno. Ne. Če pogledamo različne krščanske tradicije, različna krščanska izročila, vsi so oblikovali neko redno molitev psalmov. To najdemo povsod, recimo v katoliškem izročilu je svetovit v brevirju, ti, ki berejo brevir, približno v enem mesecu preberejo ves psalter, druga izročila ima, pravoslavni menihi preberejo v enem tednu ves psalter, v anglikanski cerkvi se tudi preberejo v enem mesecu in tako naprej. Se pravi, najrazličnejša krščanska izročila, vsa so vključila molitev psalmov v neko tako redno duhovno disciplino. In to je seveda danes v današnjem svetu, ne, in v krizi, družbeni krizi in krizi duhovnosti ali pa krizi vere, je seveda to izziv, ne, zato ker zdaj redna molitev psalmov, ne, je nekaj, kar se malo tepe z načinom, kako je današnja družba funkcionira in seveda, kako tudi nas vzgaja prek svojih medijev, prek nekih pričakovanj. Namreč vzgajani smo to, da morajo stvari delovati hiter, da morajo imeti hiter efekt. Ne, se pravi, da morajo biti učinkovite, ne, na kratek rok. Ne. Zdaj, duhovna praksa molitve psalmov pa ni taka, ne, ampak pravzaprav je klic na maraton, na dolgo progo in deluje dolgoročno, ne deluje kratkoročno. Tukaj ne govorimo o duhovnosti, ki te hiter napolni, hiter odgovori. Ne, tukaj sama ta praksa molitve psalmov je nekaj čist drugega. No? In v tem smislu seveda je danes o tem govoriti izziv, zato ker gremo tukaj proti toku časa, proti vrednotam družbe, za katero se pa verjetno strinjamo, da je v krizi. Se pravi, če je družba v krizi, je mogoče dobro spremeniti kakšne stvari, oziroma se upreti tudi kakšnim tokovom, ki vladajo in ki prevladujejo. Tako da pred nami vsemi je izziv in to je izziv, ki bi ga rad nekako izročil in predal, je tole, ne, da začnemo moliti psalme redno, vsak dan. Ne. In to ni izziv za en teden, to ni izziv za en mesec, to ni izziv za eno leto, to je izziv za vse življenje. Ker tako nam jih je Bog dal. Če vidimo, da je to prostor, da so psalmi prostor, ki nam ga je Bog pripravil, da se lahko srečujemo z njim, potem vidimo, da je to nekaj dobrega, nekaj, v kar nas vleče. Ne? In seveda
gre za to srečanje z Bogom. Ne? Tam v templu je Božja prisotnost. V templu, in zdaj v novem templu je prisoten Jezus. Ne? Gre za druženje z njim, gre za srečevanje z njim. Gre za odgovarjanje na njegov klic, ne? na njegovo ljubezen, če hočemo tako reči. Se pravi, in gre za to, da se postavimo v to celoto Božjega načrta, ki ga je imel, se pravi načrta, ki ga je imel Bog od nekdaj, ga ima zdaj in ga bo imel naprej. Ne, s psalmi vstopamo, psalmi nas trgajo ven iz teh malih vsakdanjih problemov, jih naslavljajo tudi seveda, ampak obenem nas pa postavljajo v širšo sliko, kaj Bog dela v zgodovini in kakšno je naše mesto v zgodovini. In nam pomagajo, da svojo vlogo v tej zgodbi, v tej veliki zgodbi, pač vsak od nas ima neko vlogo za odigrati, ne? Da to svojo vlogo dobro odigramo. Tukaj so psalmi tako ključno orodje. Ne? Mislim, jaz sam tukaj lahko osebno povem, da moja izkušnja je ta, da že več kot 20 let od tega sem začel brati psalme in danes me noben ne more odtrgati od tega, ker mi je to ena taka osnova. In se pravim, stvar ne deluje na hitrico, ni hitrih učinkov. Vidim pa, da dolgoročno zmeri in znova in sprot odkrivam, koliko. Ena nova dimenzija življenja je, ker če bi to izgubil, bi izgubil en del življenja, tako kot bi izgubil eno roko, tako ne rečem. Ker vedno znova, in lepota recimo psalmov, čisto osebno, če povem, meni je v psalmih silno lepo to, da tudi takrat, kadar res nisem nekaj dobro razpoložen za molit ali pa kaj tasga, ampak ko grem molit psalm, me psalm sam me pretransformira. Začnem moliti in se mi začne odpirati stvari, ki bi se mi drugače ne bi. In pridem v Božjo bližino, čeprav sem začel nekje, kjer ni bilo dobro. In zanimivo je, da tako najdete pravzaprav v samih psalmih dostkrat. Je kar nekaj psalmov, ki se začnejo kot žalostinka. Psalmist vpije k Bogu, Bog, kje si, zakaj je toliko zla, kako, ne vidim te, poglej to, ampak potem gre naprej in na koncu psalma imamo pa hvalnico, imamo pa zahvalo. In to je, dejansko je to izkušnja, pa seveda ne samo moja, ampak izkušnja res mnogih, da ko vztrajno beremo, molimo psalme, se nam ta transformacija dogaja. In to je pravzaprav tudi to, da lahko prineseš te stvari. Psalmi so tako, ko jih greš brati, vidiš, da so to zelo take nerafinirane molitve, niso lepe molitve v tem smislu. Kakšni psalmi so zelo grobi, ampak prinesejo grobost naše življenjske izkušnje pred Boga. Psalmist si upa neolepšano prinesti stvari iz sebe in iz sveta okrog sebe jih prinese k Bogu, take kot so. In dejansko lahko sam tudi izpričam, da se mi velikokrat zgodi, da ko molim psalm, ugotovim, da mi psalm pomaga izraziti točno to, kar sicer čutim, ampak sam ne morem izraziti. Psalm mi da besede za neko situacijo, sploh za težke situacije. In spet ponovno ugotavljam, da me Bog tam sreča, da me Bog sreča tudi v trenutku slabosti, šibkosti. In mi pomaga to prinesti k njemu in zato se tam dogaja ta preobrazba. In to je pol smisel tega duhovnega žrtvovanja. Se pravi, tukaj je en klic za nas, da stopimo ven iz tega potrošniškega načina mišljenja, tudi iz potrošniške oblikovane duhovnosti in stopimo na pot tega rednega, vztrajnega hoje z Bogom tudi prek psalmov. Zdaj, za konec imam še par konkretnih napotkov, kaj je dobro vedeti pri branju psalmov, čist konkretno.
Ja, omenil sem že to, da gre za neolepšane molitve. Ja. Ja, seveda se nam bo zgodilo, ne, včasih, da ko molimo psalme, da, ne vem, recimo, da sem jaz vesel psalmi, pa žalostinka, kaj naredim takrat. Ker, ja, no, še to mogoče, da boste razumeli, vsi te pristopi k branju psalmov so taki, da ti ne izbiraš psalmov, ampak da jih bereš ponavadi kar po vrsti ali pa po nekem drugem razporedu, ampak vsekakor bereš psalm, ki ga ne izbereš, ampak ki je tisti dan na vrsti. Jaz osebno berem po vrsti. Danes psalm 1, jutri psalm 2, psalm 3, potem bo 150, psalm 1, 2, 3, po vrsti. No in seveda pol naletiš na to, kar sem omenil, a ne, da pač psalm govori nekaj drugega, kot jaz tisti hip čutim. Zdaj pa tako, dve stvari se tle da reči. Prvo je to, psalm, kot smo povedali prej, so molitve Božjega ljudstva, se pravi, ko jaz molim jaz, ampak molim skupaj z vsem Božjim ljudstvom. Se pravi, tudi če je meni recimo tisti hip fajn, vem, da nekdo trpi in lahko molim zanj tisto molitev. In seveda tudi obratno, ne, tudi če je meni hudo, pa psalm slavi Boga, ja vem, tudi to je del te izkušnje, ki jo imamo kot ljudje in še nekaj drugega, seveda tudi konec tudi moje življenje je tako, ne, včasih je dobro, včasih ni. In psalm mi s tem pomaga, da celoto sebe, celoto tega, kar se mi dogaja, in seveda pol tudi celoto ostalega, kar se dogaja okrog mene, mojih bližnjih in širše tudi, nosim pred Boga. Tako da to na ta način je vsak psalm potem ima svoj smisel. Ker vedno se lahko spomniš na kakšne ljudi, ki trpijo in tudi po drugi strani, tudi ko je zelo hudo, se pa lahko spomnimo, da Bog je pa vreden hvale, Bog je dober tudi, ko ni dober. Bog je dober in ga smemo hvaliti tudi, ko ni dober v našem življenju. No pa še ena konkretna stvar, seveda, kljub vsemu, kar smo rekli, psalmi so starozavezno besedila in tukaj se predvsem mogoče na eni točki je dobro se spomniti, da Nova zaveza je prinesla eno ključno novost in to je odnos do sovražnikov. V psalmih seveda boste našli molitve proti sovražnikom, ki so zelo direktne. Psalmist moli, da Bog pokonča sovražnika, pa mu še kakšen zob zbije po možnosti. Nova zaveza je te stvari pretransformirala. Ne? Jezus je rekel, ljubite svoje sovražnike, tako je on učil. In konkretno, recimo, spet apostol Pavel v pismu Efežanom takole prav, govori o duhovnem boju, ne? Ampak pove, kakšen je naš boj. Prav, naš boj se ne bije proti krvi in mesu, se pravi, ne bije proti ljudem, proti človeškim bitjem, ampak proti vladarstvom, oblastem, svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Naš boj je proti demonom, proti duhovnim silam, ki delajo to družbo tako, kot je, ne, ki vklepajo ljudi v nevero, v neposlušnost, v sebičnost in vse to naprej. Se pravi, novozavezno branje psalmov je tako, da ko tam moliš proti sovražnikom, ne moliš proti ljudem, ampak moliš pa proti duhovnim sovražnikom, ki jih pa imamo v izobilju. Prijatelj ima jutri pogreb od drugega prijatelja, ki je samomor naredil. To je pa slovenska realnost. To so duhovne sile, tukaj pa so sovražniki, ki jih je pa treba odločno se jim zoperstaviti z molitvijo. In psalmi so tukaj v bistvu čudoviti prav v tem, da nam dajo spet besede, kako moliti proti tem silam teme, ki ljudi vklepajo v obup, v nevero, v praznino in vse te stvari, ki vemo, da so destruktivne, da so uničujoče. No in tukaj beremo psalme skozi Jezusa. To pa je pomembno, tukaj je pomembno se spomniti, ko smo rekli, Jezus pa molil nas, mi molimo to skupaj z njim, molimo seveda iz njegove optike. Ne? In Jezus je postavil te stvari, recimo glede sovražnikov je postavil drugače. Ne? Tukaj molimo za ljudi, pa proti duhovnim silam, ki jih delajo zle. Ne? To je recimo zelo praktično, boste videli, če se boste lotili branja, to je pomembno. No? In vedno, ko se to spomniš, je potem ratajo te psalme, prav te psalme, ki molijo proti sovražnikom, postanejo zelo, zelo močni. No, še to bi tudi omenil,
razmerje med molitvijo, med tekstom psalma, pa potem osebno molitvijo. Jaz vidim, da je to, osebno molitev z mojimi lastnimi besedami, jaz vidim, da je to nekaj, kar je komplementarno, kar se dopolnjuje. Sam sem odkril, pa mislim, da že tudi mnogi pred mano, da je najboljši psalm najprej moliti, tako kot je besedilo, potem pa je še enkrat skozi njega in moliti mogoče tiste dele, ki so se mi, par vrstic, par mest, ki so se mi posebej dotaknili in iz tistih narediti svojo molitev. Se pravi, da štartam z molitvijo iz psalma in potem se v njej naselim, da tako rečem. Spustim vase in na podlagi tega oblikujem svojo molitev, ki pa je osnovana na psalmu, ki ni prišla iz mene, ampak ki se je v meni porodila ob Božji besedi, ob tem železu, ki je psalm, ker naše lastne molitve so včasih zelo take, so šibke. Psalm je pa železo, je moč, ker je to Božja beseda in mi seveda tudi meni, ko molim, mi taka molitev, seveda je potem lahko moliti z vero tako molitev. Ker vemo, da jaz si nisem zmislil psalma, Bog jih je dal. In če se jim jaz lahko pridružim, vsaj kakšnemu koščku psalma z vsem srcem, je to v redu, je to taka molitev, kot si je Bog predvidel. In tako se učimo moliti, tako se jaz učim moliti. Ja. No, potem pa to, kot sem že tudi omenil, se pravi, dobro je moliti po vrsti. Ravno zaradi tega, tle stopimo ven spet iz tega, duhovnost po moji meri, duhovnost, ki nekako ustreza mojim potrebam, tle stopimo v duhovnost po Božji meri, v tem smislu, da pustimo, da nas Bog vodi in nas oblikuje na načine, ki niso zmeri direktno povezani s tem, kar jaz tale hip doživljam. Ker konec koncev se mogoče to niti ni tako pomembno, kaj se meni dogaja. Mogoče je pa bolj pomembno to, kaj Bog hoče delati v svetu. Se pravi, zdaj, če se vrnemo na začetek, na to, kar smo rekli, da vidimo, da je kriza, so težave, je tema okrog nas. Vprašanje, ali želimo biti del rešitve ali želimo ostati del problema. Bog seveda hoče, da smo skupaj z njim, tudi mi osebno, del rešitve, del ozdravljenja, del bolezni, del luči, del teme. To je Božji načrt za nas, to smo poklicani vsi, ki kličemo Jezusovo ime, brez izjeme. No in potem, se želimo učiti odgovarjati na Božjo milost, na to bogastvo Božje milosti, ki se nam v Jezusu razodeva, ki ga je Jezus pokazal. Ja, bogastvo ljubezni, bogastvo, ki je Jezus sam. In tudi predvsem to, a se želimo učiti stati v tem novem Božjem svetu, v tem novem stvarstvu, ki je izbruhnilo z Jezusovim vstajenjem od mrtvih, s tem, da je on nepreklicno vstal od mrtvih tukaj v tem svetu in je zato nepreklicno postavljen kot vladar tega sveta, ki je in ki bo prišel. A želimo stati v takem svetu, v tem novem svetu, kot si ga je Bog zamislil in ki ga je pač izpričal Jezus in seveda potem vsi za njim, apostoli, vsa nova zaveza. Se želimo učiti stati v tem novem svetišču in upravljati tudi našo službo, piše v Novi zavezi. Novi zaveza govori o tem, da smo vsi kraljevsko duhovništvo, se pravi, da imamo to službo posredovanja med nebesi pa zemljo. Zato molimo Oče našo, kakor v nebesih, tako na zemlji med drugim. To je duhovniška molitev. Duhovniška v smislu duhovnik, ki posreduje med sfero božanskega in sfero človeškega. Se želimo učiti tega. In seveda, tukaj je zdaj tisto, da smo mi kot cerkev, kot Kristusovo telo postavljeni kot luč temu svetu, ravno zato, da posredujemo za ta pad v svet, za ta propad v svet, da mi z molitvijo stojimo pred Bogom in posredujemo te stvari. In
Ja, čisto konkretno, a si upamo pustiti Jezusu, da on moli skozi nas psalme, svoje psalme, ker jih je, verujemo, tudi on, njegov duh navdihnil že zdavni nazaj. Ne. In tudi, no, a se upamo pustiti Jezusu, da nas on dejansko prime v roke in nas on prinese kot žrtev očetu, ker je pa cilj njegove službe, cilj njegovega velikoduhovniškega dela, njegove žrtve na križu in njegovega vstajenja in tega, da je poslal zdaj duha na nas, da smo mi živa žrtev. Prav to je moj izziv za vas, ne. Če želite, če želimo to, potem začnemo danes, končamo s psalmi na zadnji dan svojega življenja. To je moj izziv.